Sredi marca so pri Peugeotu predstavili povsem novi 308. Zgrajen na znanju in tradiciji se predstavlja v povsem novi luči, tako oblikovni kot tehnološki. Francozi pravijo, da so uporabljeni materiali in ideje iz višjega avtomobilskega razreda. Hkrati prinaša novi 308 povsem nov logotip. Petvratni kombi limuzini bo tudi v zadnji generaciji družbo delala karavanska različica. Po vzoru večjega 508 so tudi v karavansko različico 308 vložili ogromno truda in znanja in tako lahko na prvi pogled rečemo, da jim je uspelo. Izrazita oblika, začinjena z izrazitim, a za Peugeot značilnim zadkom. Ta bo vsekakor kupcem povzročala težave, predvsem zato, katero različico izbrati. V prid lažji odločitvi naj na hitro omenimo nekaj značilnosti novega Peugeota 308 SV. V dolžino meri več kot 4,6 metre. Medosna razdalja pa je v primerjavi s petvratno različico daljša za 55 mm. Posledično je precej več prostora za kolena potnikov na zadnji klopi. Tudi zaradi 21 cm daljšega zadnjega previsa pa je jasno večji tudi prtljažnik. V osnovi ponuja 608 litrov, ob zloženih naslonjalih zadnje klopi pa je prostora za kar 1634 litrov. Bolj kot tehnični podatki pa nas je zdaj ob prvem stiku z novim Peugeotom 308 zanimalo, kako to, da je novinec ohranil svojo obliko in da ni podlegel prodajnemu pritisku razreda križancev, tako kot se je to zgodilo v koncernu Citroenu C4 ali se bo novi Oplovi Astri. It was not a matter of choosing to be different from the others. It was definitely to remain Peugeot, and Peugeot has always been historically strong in the saloon. And for us it was very important to bring a new generation of saloons. The new 308 is a pure saloon, the perfect hatchback, which means a lot of efficiency also for our customers. This car is the best in class in terms of CO2 emissions. It will be the best one for consumption, so that's what some of the customers want, and that's definitely extremely modern.